Današnji kviz. Kom je srad to musko? Kateri dan v Ljubljani ni bilo protestov? Je vprašanje, linije so odprte, mi smo željni vaših klicev na številko, ki je še vedno nismo objavili, vi pa bogatih nagrad, ki še vedno nismo podelili. Le kdo se ne more upreti tašni skušnjavi? Očitno naš prvi klicatelj, pozdravljeni. Živijo, Boris pred telefonom. Ja, protesti so bili v sredo in petek, se pravi, jih ni bilo v torek. Všeč mi je vaš način razmišljanja, ampak odgovor je žal napačen. Boste pa vsem dobili nagrado. Kaj pravite na to, gospod Boris? Kaj pravim? Da se spet neki zezaš, Kotler. Ne, res, za nagrado si lahko pogledate, kako je bilo na torkovih protestih. A ni fair? Je super. Policisti so uporabili preko 400 plinskih nabojev in ročnih bomb, večkrat pa je moral znova posredovati tudi vodni top. V 48-urnem pridržanju pa ostajata organizator protestov Zoran Stevanović in pa reper Zlatan Čordić Zlatko. Zakaj? Pusti me, pusti me. Kaj sem naredil? Kaj sem naredil? Ne, nimate me. Ne vem za vas, ampak meni se zdi, da ga imajo, no? Mi pa še vedno sprašujemo, kateri dan v Ljubljani ni bilo protestov. Kdo je z nami? Vedran tule. Meni se zdi, da protestov ni bilo v soboto. Gospod Vedran, kaj ne rečem, tudi to ni pravilen odgovor. V soboto sta bila namreč kar 2 protesta. Dajmo si pogledati. V prestolnici se je dopoldan na pohodu za življenje zbralo več 100 ljudi, ki nasprotujejo pravici do umetne prekinitve nosečnosti. Ob istem času pa je na ulicah potekal tudi neprijavljen protishod za svobodno izbiro in proti poskusom omejevanja pravice do splava. Obe skupini sta se nato srečali na mestnem trgu. Da med njima ne bi prišlo do stika, so poskrbele policijske enote. Kaj ne rečem drugega, kot tega se ne bi dotaknil niti s palco. Godler, misliš te teme ali teh žensk, Gospod Vedran, to je bilo pa zelo nesramno zdaj. Govorim seveda o temi. Ležija dost. To je to za danes od kviza. Odgovor na vprašanje, kateri dan v Ljubljani ni bilo protestov, pa je za čuda sreda. Poglejmo zakaj. Ja, v včerajšnjih protestih proti pogoju PCT, ki so preplavili ulice prestolnice, so bili ti napovedani tudi za danes, a protestnike je tokrat očitno ustavilo vreme. Ja, sredine proticepilske protestnike je od protestiranja v sredo odvrnilo vreme. Se pravi, niso se zaustavili ob pozivih policije, ob 400 izstreljenih solzivcih, niti ob vodnem topu, ob dežju so pa rekli, kar je pa preveč, je pa preveč. Smo še prehladili, a ste nori? Rešitev za končanje naslednjega proticepilskega protesta se ponuja na dlani. Namesto da policija z vodnim stopom škropi vodoravno, ne začne navpično. Dež, bo konc, še preden se bo začel. Dajmo si za konc protestov pogledati še izjavo, ki je tako epska, da jo ne moramo spustiti. Ja, smo ga imeli, imamo tudi smrt v družini, smo imeli smrt v družini, tako da imamo izkušnje in vemo, da se da preživeti brez cepljenja. Dame in gospodje, poslušali ste ponesrečeno izjavo tedna. Gospe za lovoriko, iskreno čestitamo! Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.